Jaz ne bom nikoli nobeni ženski več rekel, da jo imam rad. To pa zato, ker sem imel enkrat eno zelo slabo izkušnjo z eno punco, v katero sem bil noro zaljubljen. In vem, da bi se vse skupaj bistveno bolj končalo, če ne bi rekel, da jo imam rad. Kako je to vse potekalo, si poglejte v nadaljevanju. Vam pa garantiram, da je zelo zanimiva zgodba in takih stvari vam je pripravljeno zelo malo ljudi povedati. Se jim verjetno dogajajo, samo se ne upajo povedati. Jaz sem eden redkih, ker take stvari se upa javno povedati. Moje ime je Tomaž Gorec. Hvala, ker gledaš moj video. Če slučajno še nisi naročen na moj YouTube kanal, daj prosim se naroči. Samo rdeč gumbek, naročite se, pa zvonček klikneš. Jaz se s tem mojim YouTube kanalom zelo trudim. Če malo pogledate moje videe, vidite, da je v to vloženo ogromno časa. Če malo na pamet rečem, več 1000 ur. Tako da to delam zato, da me gledate in mi zelo veliko pomeni, če se boste naročili na ta moj YouTube kanal. 3 sekunde časa vam bo vzelo, pa tudi tale video všečkajte, pa kakšen komentar napišite. Tisti, ki me spremljate že dlje časa, veste, da sem jaz včasih imel diskoteko. Ta diskoteka je bila diskoteka Afrika v Trebnjem. Tudi pred kratkim sem na svojem YouTube kanalu objavil video z naslovom Vzpon in propad diskoteke Afrika. To je bil en od najbolj gledanih videov na mojem YouTube kanalu. Še zlasti so me pa presenetile pohvale, namreč dobil sem jih vsaj 500. V komentarjih, preko socialnih omrežij, na SMS, celo ljudje so me po telefonu klicali, tako da nisem vedel, da sem nekaj tukaj zanimivega posnel. Tako da, če vas to zanima, vzpon in propad diskoteke Afrika Trebnje, bom dal link do tega videa v opisu tega videa, tako da sem spodaj pogledajte, povezavo kliknite, pa pridete do tega. Tako, zdaj pa gremo k tej naši zgodbi o tej punci, ki sem bil tako zaljubljen v njo in zaradi katere sem se odločil, da nikoli nobeni ne bom več rekel, da jo imam rad. No, to se je dogajalo, ko sem imel diskoteko. Jaz stojim v diskoteki, to je bilo tamle sam 10 metrov stran, točno vidim, sliko vidim zdajle, no, sliko vidim. In pride ena, mislim, 2 so prišle, 2 prijateljice in ena je bila lepa, tako lepa, boste rekli, pretiravaš, za vsako rečeš, da je lepa. Ne, ta je bila angelska. Evo, imam tlele njeno slikco, ki mi jo je dala, sem rekel, si bom dal. Mislim, slikco sem najdel zato, da sem jo pogledal, da si še enkrat rečem, a je bila res tako lepa, ali se je samo meni zdel. In zdaj, ki pogledam, res je bila lepa, res je bila lepa. No, jaz takoj vse veste, če te ena všeč, si rečeš, moram jo dobiti. In zdaj jaz sem vedel, da se čisto lahko zgodi to, da je ona enkrat prišla sem v diskoteko, pa ne bo nikoli več. To se je velikokrat zgodilo, sem kdaj kakšno punco opazil, bila enkrat, pa nikoli več. Seveda, v diskoteko so prihajali iz cele Slovenije. Ni bilo večera, sobote,
da niso bili avtomobili tako z registracijo Murske Sobote kot Kopra pa Gorice. In sem rekel, nič, jaz tole moram probati jo spoznati. Jaz sem na te stvari tako gledal, najslabše, če ne probaš. In najbolj slabe volje sem bil, če nisem probal. Če sem probal, pa me je po domače povedalo odjebala, se nisem nič sekiral, sem rekel, probal sem. Probal sem, ena izkušnja več, pri naslednji bom malo boljš pristopil, bo več možnosti in tako je treba trenirati in enkrat bo. Če pa nam do nobene šel, pa ni možnost, da katero dobim. No in midva, jaz pa še en kolega je bil vse tako, bom rekel, dokaj bliz njih postava, je bila pa takrat, se spomnim, ful gužva. In potem so se počasi do njih pomikala, mislim tako, da sva pol pa res čez zraven bila. In potem sem jaz nekaj rekel, ne vem kaj. Ne bom trdil, ker to se ne spomnim tako dobro, mogoče celo ta kolega prvi kaj rekel. No, in jaz sem pol, kaj boste spile, in grem po pijačo, prinesem, jaz nekaj nakladam te svoji talepi, vsem to tuna ni bila slaba, ampak ta je bila res, kot sem rekel, lepotica, angelska. No, in jaz to po enih 10 minutah pogovora vidim, da ni nekega interesa zame. Tako da sem si rekel, boljš, kot da delam slab vtis, je boljš, da grem stran, bo boljš. Glej, cajte, ko bom slabi bom. In tako je bilo. No, jaz sem jo pol že to vse skupaj malo pozabil, sem bolj tisto taktiko rekel, probal sem, ni, ajde, kaj ćemo pomagati. Ne gre, če ne gre, ne gre. No, pa že čist proti koncu je šlo, bilo je tukaj v zgornjem delu, kjer sem tudi jaz zdaj, tamle 10 metrov stran v tej smeri je bila koliba, taka koliba za DJ-ja in DJ not musko vrti, 5 ljudi je še bilo. Una kolegica se z DJ-jem pogovarja, osvajala ga je, ta pa zraven se pareje bil tik pod oknom, sedi sama. Sem rekel, mogoče bi šel pa zdajle do nje. In grem jaz do nje, ti više kar tle, tretja. Sem rekel, kaj boš šle, bo še nekaj spila, jaz sem tudi žejen, pove kaj, pojma nimam, kaj je pila. In pridem jaz pijačo do nje in se pogovarjava. Jaz nisem mu nekega velikega upanja, ker prej ni bila čist nič zainteresirana. Spomnim se, da sem govoril nekaj o ženskah, manj na ženskah, ne vem, zakaj sem za ženskah rekel, o potovanjih. In po mojem, da sem s tem naredil vtis na dno. Čeprav sem vsem ženskam o potovanjih govoril, ker takrat niso na potovanje ljudje tako pogosto hodili, mislim, tu smo bili redki, ki smo hodili na potovanje na neke druge kontinente pa to. In zgleda, da je bilo všeč in je kar poslušala. Prijatelji so mi sicer zgovorili, daj ti, Tomaž, če češ kakšno punco dobiti, samo ne o potovanjih govoriti, pa bo. Ne vem, zakaj so to govorili, ampak na te potovanje je marsikeri to bilo interesantno in sem prepričan, da je marsikera tudi na to pala. No, in midva se pol dogovoriva, da se drug dan vidva tam v njenem kraju. Mislim, ona je bila z ene vasice, pa so se v enem kraju, ki je pač zraven večji dubla. Mislim, bila dogovorila sva se, ne bom zdaj kraje povedal, ne želim, da se kdo spozna v tem videu, tako da to veste, da za druge nikoli ne povem. Tako da se midva dogovoriva, ok, one dve pol grejo domov, jaz malo dlje spal in se odpravim na pot.
Donesem mu približno 1 urco in že tako sem malo zamujal, pol pa še neko delo na cesti in je bil en odvoz. In tam je dobesedno stalo vse skupaj, stalo. Takoj sem vedel, da bom ful zamudil, nisem pa mu njene telefonske. Ne vem, zakaj nisem imel, oziroma sem mu sam domačo, se mi zdi. Ali pa sploh nisem imel, ne vem, bolj sigurno nisem imel. No, in jaz sem vedel, da bom vsaj pol ure zamudil, ampak sem rekel, nič, grem, vsaj, ko pa zgubim. Uro vožnje, pač, kaj češ ne dela, je bila, ki nisem odela. No, in jaz sem okoli 1 ure zamudil in na moje presenečenje, ona še zmeraj bila tam, me čakala. Jaz se upravičam, se zgovorim na obvoz, sem rekel, či se je ustavil in tako naprej. Malo je bila slabe vole, ampak kljub temu so šli na pijačo in je bilo vse fino. To, da me je toliko časa čakala, sem rekel, to je tudi dober znak. In če ona ne bi bila tako lepa in ne bi bil jaz tako zaljubljen v njo, se pravi, to je bil velik dobitek zame, bi jaz na prvem zmenku na njo pritisnil na polno. Na polno čist. Mislim, na polno, da ne vzdi tu kdo mislil, da je tukaj na silo. Mi smo se zmeraj pogovarjali, da je treba pritisniti. Se pravi, ne da se pogovarjaš, pa pogovarjaš, moraš v akcijo prijeti za roke, poljubiti, pol pa v avto, nekam zapeljati, zvezde gledati. Tako sem jaz ponavadi govoril, greva zvezde gledati. Pa sem tudi rekel, tudi če daš padal. Zapelješ nekam in probaš, če gre, gre, če ne gre, ne gre. No, in pri njej se pa nisem upal navaliti, sem rekel, velik dobitek, to je treba bolj polahko. No, in tu je bila sigurno velika napaka. Jaz sem na 90% zmenkov, ko sem šel, ali pa na 95%, sem na prvem zmenku jo saj poljubil, tako da so se na polno lizala, po domače povedano, da boste zastopili. Sem pa tudi probal do konca iti. In takrat, če bi neko statistiko naredil, je bila takrat veliko večkrat ratalo, kakor pa če sem probal na drugem zmenku. Če sem pa na tretjem, tisti je pa statistika, da pri 90 ali pa 95% ni ratalo. Take so moje statistike, če imate vi drugačne, napišite v komentar. No, takrat pol ni bilo nič, odpeljem jo nazaj, tam, ko sva se dobila, ona gre domov, jaz domov, pa se nekako zmeniva za ponoven zmenek, da greva na pijačo. Takrat jo peljem, se spomnim, lep sončen dan je bil, peljem jo na Ljubljanski grad. In preden so šla na pijačo, so se šla sprehajati tam, veste, bi rekel, proti Dolenjski, tam, ke una cesta gor pride, čist nazaj je neki za sprehajati se pa klopi so. Ne vem, mogoče so zdaj jih spremenili, ne, tu je že kar nekaj časa nazaj. In se rekel, dej se greva najprej, mečkam sem bila na klopcu vsest. No, tam na klopci sem pa prijel za rokco, ljubčka ji dal, bila pred zato, sem rekel, aha, super. Bolj tako izgledalo, kot da bi prav čakala, kdaj se bom jaz tu opogumil, kar je seveda slabo. To je slabo, ne? Ono, če je ženska presenečena, ko navališ na njo,
kaj je zdaj tu? Verjemite mi, to je dober znak. To je dober znak, za naprej tudi vse je boljš. Boste videli, kako v nadaljevanju, ko bom vse povedal, kaj se pol vse meni naredilo. To je, ta zgodba je zakomplicirana, čudna. Boste videli, mrzdo mi sploh ne bo verjel, da je to res, kar sem povedal. Lahko tudi v komentar napišete, ali mi verjamete, ali mi ne verjamete. No, in jaz, ko sem bil pač v tistih časih, in tudi zmeraj, je bila pri meni taktika pri ženskah taka, to me je spet življenje naučilo, da jo moraš ti čim prej jeti iz žensko do konca. Tu, ko rečem do konca, nam grde besede izgovarjajo, veste, kaj mislim. Prav, one stvari morata početi iti do konca. No, ker mene nobena ženska, s katero sem šel do konca, ni pustila. Če sem pa nekaj gruntal, ali bi, ali ne bi, se je pa kar naredilo, da me je kjera pustila. No, in jaz sem tudi pri tej pol še tisti dan, ko se je znočilo, nekam zapeljal in pol navalil, se pravi, sedeš dol, pa se malo ljubčkaš, malo objemaš, pa najprej malo po prsih, pa pol dol, pa ta prisem po hlačah, pa potem noter, pa potem odpneš. Fino je, če pasa nima, ker pas je problem odpet, podpreš en knof, pa drug, pa tret, pa četrt, pa si pol v enem trenutku reče, ne bova, pa si vse nazaj zapne, ampak jaz sem bil včasih vztrajen, pa sem zadevo ponovil in doskrat je pol bilo uspešno. No, ampak ta ni popustila. Ni popustila, tako da nisem prišel do konca. No, potem je pa hodila v Afriko, parkrat je prišla, 2-krat, 3-krat, in midva sva tle skupaj bila, plesala cel večer, objemala se, ljubčkala, tu sem bil jaz najbolj srečen, najbolj zaljubljen človek, kar je tudi napaka po mojem bila, ker tu nimajo ženske rade. Tu so moje izkušnje, je bolj, če majčkeno v skrbeh, a je on res vame zaljubljen ali ni, ker jaz pa ne da je samo ona videla, da sem čist noro zatrapan, ampak je tle 500 ljudi ali pa 1000 v diskoteki videlo, šef se pa zaljubil čist na polno, Sem prepričan, da je bilo tako, sem tudi pol komentarje slišal, so me sprašvali, kje imaš uno, No, in enkrat pa potem jo peljem v mojo pisarno, zaklenem, ugasnem luč, akcija. Slečem, dam na mizo. V glavnem, naga ona, nag jaz. Jaz bi ga mogel samo še noter poriniti, pa bi bilo, ampak sem mogel eno neumnost reči še prej. Bila je neumnost, ampak jaz sem takrat tako čutil in sem ji rekel, točno vem, kako sem rekel, veš, ali sem ful zaljubljen vate. In, ko sem to rekel, ona, kaj ste deci trapasti, pa koga vsi hočete neko resno vezo, pa pa tret, pa sploh, zastopite. In ona se začne oblačiti. Bil sem razočaran, da se je tu naredilo, ampak še bolj razočaran, nerazočaran. Jezen sem bil pa nase, da sem mogel to neumnost ziniti. Če bi bil tih,
bi midva tisti večer do konca šla in sem prepričan, da bi se zaljubila vame. Prepričan. No, ampak tam mi pa tako očitno pokazala, da jo je čist minilo, da sem takoj vedel, da nima nobenega smisla več. In pol midva greva iz pisarne ven, ne vem, a sva šla pol še kje v diskoteko, ali v glavnem vem, da se jih malo poslovila. In jaz sem rekel, te bom do avta pospremil. Lejte, ene 12-13 let sem v to diskoteko, pa nisem nikoli nobene, tudi ko so bile moje punce v Radlu, pa tako, nisem nikoli nobene do avta pospremil. To pa sem. Tam sem jo še objel, poljubil, tako sva se kar poljubljala, ker jaz sem vedel, da je tudi ta zadnjič, vedel sem. Čeprav sem rekel sam pri sebi, vse bom naredil, da jo bom dobil, ker to je ženska, ki jo hočem imeti. In pol se ona odpele. In pol sva si še malo maile pisala. Jaz sem potem šel na eno potovanje, za ne 3 tedne, 4, en mesec sem šel, ja. Tudi tistem sem mi še pisal, vsake toliko cajta. No, ko pa nazaj pride, mi pa sodelavc pove, en ki je pri meni delal, da je bila tle iz Fantom. Aha, sem rekel, zdaj pa konc. Zdaj pa konc. In takrat sem si pol tudi dopisovati nehala. Ne vem, a sem jaz prekinil ali ona. Verjetno obedva sva si želela, da se to čim prej konča. Jaz, ki nisem videl nobenega smisla, oziroma sem še to videl, bolj ji bom težil, slabš bo. Ma rekel, na tak način jo sigurno ne bom dobil. No, preboleval sem jo kar en cajta. Vem, da sem takrat poslušal komad od Zabranjenega pušenja Pismo. Ta komad me še zmeraj na nos spominja. Pa seveda vsi oni komadi, ki sva plesala tle, pa se objemala, to so oni 2 zvezdice od Tajči, od Severine, od rođendana pa do rođendana, pa od Prljevah kazalište, ma koliko me Boga za tebe pitaju, pa tu noč, kad si se odavala. Tu so meni komadi ful všeč in pol še, da plešeš iz punco, v katero si zaljubljen, pa se objemaš, pa stiskaš. Jaz se ne morem biti lepšega. Pogrešam te čase. Pogrešam te čase, da bi v katero malo zaljubljen, pa takole usvajal, pa se lepo mu. Malo pa pogrešam, no. Pogrešam. No, več mesecev sem tu, mislim, preboleval, nisem tako preboleval, da sem v neke depresije padal, ne, ampak sem pa veliko razmišljal o njej. Tako bom rekel, ne pol leta, pa sem pa tudi pozabil, spomnim se, da sem po ene pol leta sem eno ful luštno dobil in se veste, pol, če nekaj dobrega dobiš, lažje, pozabiš, ne. No, in tako je tu bilo, pa ni še konc zgodbe, ne, čeprav poučna, ne, poučna. Bi verjeli, da se kaj takega naredi. No, gremo naprej. Čez nekaj let pa grem jaz na neko prireditev in vidim njo. To je bila tako zabavna prireditev, muzika, plesali se in tako. In vidim. Lepa, še bolj kot takrat, ko sva bila midva skupaj. Tam je bilo 200-300 žensk sigurno.
ta je bila daleč, daleč najlepša. Jaz to gledam. Sem rekel, gruntam bom, kako prišel do nje, če mi je do nje tret. Ampak je bila taka gužva okoli nje, da niti nisem mogel je do nje, ker je skus imela oboževalce okoli sebe. Pač take ženske tako imajo, ne? In tudi do vseh je bila prijazna in pol vsi mislijo, da imajo šanse in je tako bilo. No, jaz sem pa že preden sem videl, sem tam eno spoznal, pa sem jo usvajal in sem jo tudi usvojil. Ljubčkala sva se tako da bi rekel, sem jo usvojil. In pol midva tam stojiva, se pogovarjava s to novo in vidim, ta nova mene tako pred mano stoji, jaz pa vidim, da gre ta do mene in mi maha. Jaz ne vem točno, to se ne spomnim, jaz sem samo te šel do živijo. Ne vem, sem bil tukaj vzhičen, če bi zdaj rekel, da vem, ko sem se z njo pogovarjal, bi se zlagal. Vem, da so šla pol plesat, ono pa kar pusto jaz. Pa pridem nazaj do ona nos do tal, ampak sem rešil nekako, mislim, se bi ga mu tudi jaz, ne. Da se z eno žensko pogovarjam in pol ona samo enemu tipu, ki je en cucek, mislim, ne bo se mi znala ženska, se mi ne bi znala zgovoriti, da bi ji verjel, pa bi rekel, dobro, okej, nisem dobro zastopil, ne. Tako da, no, k tej sem res k en cucek sem stekel. Tako da tudi to je bila napaka. Ona je takoj videla, se še zmeraj malo normalno, ne. Mislim, doj. Vedela je, da me takole bi naredila, pa bi me dobila, ne. Ona je bila sigurno ena od punc, mislim, sej vsak moški, no, sej zase lahko rečem, jaz sem bil v noru zaljubljen med 5 in 10 punc, ne. Ta je seveda med njimi in najbrž ena, ki sem bil najbolj zaljubljen z njo, v njo. Ne bom rekel, ali najbolj, ali ta druga najbolj, ali ta tretja, ampak med prvim trem sigurno je bila. Sem pa bil tako zaljubljen v njo, to se bo smešno slišalo, ampak izključno zato, ker je bila tako lepa. Nič zato, ker bi se z njo bilo dobro pogovarjati, pa tako naprej. Vse sploh ne vem, če se je bilo neki ful dobro z njo za pogovarjati, ampak tako je bila lepa, da si to preprosto želiš imeti ob sebi, objemati, ljubčkati, še kakšne druge stvari delati, pa tudi, če se ne bi nič pogovarjal z njo. Dobro, to je na začetku, verjetno, pol kasneje mora tudi tu biti. Ampak jaz sem samo do tega prišel in jaz sem bil res noro zaljubljen v njo. In vidite, kako smo moški budale. Ženska lepota nas čist zmeša. Čist zmeša. In pokje slišiš kakšne neverjetne zgodbe, kaj vse en dec naredil zaradi ene ženske. Prepisal hišo na njo, za njo kredit vzel, pa ga pol pustila. Mislim, saj tukaj neumen, jaz nisem, da bi to naredil, ne. Ampak eni pa so.
Ampak tle, zanimivo, čist v lepoto sem se zaljubil. Tako da ženske, ne jokati, kako vam je slabi napram moškem. Vi imate to lepoto, ki jo mi moški nimamo in lahko s to lepoto čudež delate. Zdaj ne, že takrat, ko se je to naredilo, ko ni hotela nič z mano imeti, ko sem ji rekel, da imam rad, takrat sem se odločil, nikoli v življenju ne bom nobeni več rekel, da imam rad. In od takrat nisem nobeni rekel. Razen, če sem se zlagal. Tu nekaj govoriš, joj, ali te imam tako rad, pa se malo zraven smeješ, ko osvajaš žensko. Priznam, ženskam lažem, tistem, ki jim osvajam, lažem. Drugač ne lažem, jaz ne lažem, od mene ne boste laži slišali ni podrazno. Ženskam pa lažem, ko jih osvajam, ampak si tu zadnje cajte, niti ni veliko tega. Tako da niti ne morem reči, ampak gledajte, meni tudi, da smo moški, če moški ženski laže, tu jaz ne vzamem za slabo, ker je tu osvajanje. Vem, da ni lepo, ampak mene je življenje naučilo, da sem tu mogel delati, če sem hotel kakšno dobiti, ker do tistih, ki sem bil dober, pa ki bi vse naredil, so me pustile. In potem sem pa, ko sem prva, ki me je pustila, napišite v komentar, če hočete to zgodbo slišati, kako me je prva punca pustila. Sem bil čist gotov, tu pa nisem pol leta bolel, tu sem pa tle. No, in sem z enim starejšim začel okoli hoditi, po diskotekah pa to. In sem mu pol enkrat pojambral, kako še zmeraj prebolevam to prvo, čeprav je že 2 leti minilo. Pa sem rekel, pa vse sem naredil za njo, ne, tu dostikrat fante slišimo, vse sem naredil za njo, pa me je pustila. Glih zato te je pustila, ker si vse za njo naredil. Ne zveni logično, ampak tako je. Moje izkušnje so take. Pa ni tu izkušnja na osnovi 2, je na mnogo več. No in, ko mi je ta rekel, da bolj kaj jebe ženske rajte imajo, sem jaz to dobesedno vzel in sem videl, da to drži. In jaz sem si rekel, če bom enkrat srečal, spoznal punco mojih sanj, da bi jo pa želel imeti za resno zvezo, poročiti, bom šel do nje samo v tem primeru, če bom mu jajca, da najprej, ne vem, naderem, da sem do nje nesramen in tako naprej. Boste rekli, trapasto osvajanje. Na tako osvajanje sem jih jaz dobil ful velik. Če bi rekel na 10, bi premalo rekel. Pa bo zdaj kakšen pameten moški ponavadi, pa tudi ženska, mi pravijo, ja, ampak na take fore samo glupe ženske padajo. Ne. Glejte, na te fore so pale ene ful v redu punce, med vsem, kar sem jih imel, jih je bilo ene 10 takih, ki pa mi je mogoče zdajle majčkeno žal, da jih nisem poročil, ker bi bile cel življenje vame zaljubljene.
odlične mame, odlične žene bi bile. In to niso samo neumne ženske, ne padajo na te fore. Sej tu ne padeš podzavestno. Mislim, tu ne padaš zavestno, tu padeš podzavestno. Sej smo tudi moški taki. Tista, ki nas ne mara, smo bolj v nos zaljubljeni. Tista, ki veš, da imaš šanse, za tisto te bolj malo briga. To je dejstvo. To mene ne bo noben prepričal. Če misli kdo drugače, naj to komentar napiše. Nisem jaz najbolj pameten človek na svetu, da vse vem, če mi to dali neke dobre argumente, bom mogoče tudi malo mnenje spremenil, oziroma ga bom zelo težko, ker imam tukaj izkušenj na tem področju. Je pa res, da jaz imam tu izkušnje z mladim puncem. Če bi jaz zdaj, ne vem, osvajal eno 45 let staro, 40 in 45, je mogoče drugače, ne vem pa. Ampak tudi zdaj še vidim, da večja budala, ki si, bolj si zanimiv za ženske. Tako da zadnje cajte sem premehna budala, pa nisem glih najbolj zanimiv, ne. Malo se hecam, ne. Tako da tu je ta zgodbica čist resnična, čist. Jaz mislim, da se z nje da nekaj naučiti. Glejte, pred kratkim sem bil na križarjenju, sem imel en seminar za udeležence z naslovom Nasveti za življenje. Na koncu sem jim rekel, glejte, nikoli nobenemu vse ne verjamete, tudi meni ne. Slišite več mnenj, pa si pol ustvarite svoje mnenje, ne. Tako da tudi vi še kakšno mnenje slišite, kakšno knjigo preberite. Čeprav veste, to, kar sem vam zdaj povedal, to boste tudi v knjigah lahko prebrali. Če je slučajno tlele ena knjiga, meni obstajata en avtor teh svetovnih uspešnic o partnerstvu, avtorje sta Alan in Barbara Pease. Ne boste mu knjig točno tako povedali, napisali, kakor sem vam jaz povedal, ampak podobno. Tako da nekaj na tem je. Dober, tu zdaj, kakor če vsak misliti, nej. Bom pa vesel vašega mnenja, tako da napišite ga v komentar. Zdaj za na konc vas bi pa še vprašal, glejte, to je najbrž ena prvih takih zgodb, ki sem jih povedal, objavil na YouTubu. Pa me res ful zanima, ali vam je tole všeč, ali vam ni všeč. A naj posnamem še kakšno, ali naj ne posnamem, zato vas sprašujem. Imam še veliko zanimivih. Prek 30 sem si tle v Word napisal, katere zgodbice bi lahko bile, prek 30 sem spisal, pa sem tole zbral, ne vem zakaj, sem je tudi hotel povedati. Tako da, dejte, res vam bom hvaležen, če mi poveste, ker drugače ne moram vedeti. Pa kakor sem vas že na začetku prosil, če vam je video všeč, dajte všečkati in
se naročiti na moj YouTube kanal. Sam ti srdeč gumbek, naročite se, ki ga imate spodaj, pa zvonček, 3 sekunde časa vam vzame, lejte, meni pa to veliko pomeni. Tako da hvala, da si tole pogledala do konca, 40 minut, le ni tako malo, tako da res hvala. Adijo.